Spoštovane Primorke, spoštovani Primorci, veteranke in veterani vojne za Slovenijo, pripadniki Združenja Sever, Severne Primorske, spoštovani župan mestne občine Nova Gorica, gospod Matej Arčon, moj bivši svetniški kolega in večni prijatelj, spoštovani predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Nova Gorica, gospod Srečko Lisjak, predstavniki lokalne skupnosti, gostje, predstavniki ostalih veteranskih organizacij, gospe in gospodje. Dovolite mi, da vas danes tukaj v Grgarju pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije in v svojem imenu. Krajani Grgarja ste že pred vojno za samostojno Slovenijo in še posebej med njo nesebično pomagali enotam teritorialne obrambe in ostalim obrambnim strukturam ter delovali v dobrobit slovenske domovine in države. Spomenik, ki ga danes odkrivamo, je zato spomenik vsem vam, primorskim domoljubom, ki ste v prelomnih trenutkih naše novejše zgodovine odločno, pogumno in aktivno delovali za osamosvojitev naše države. Slovenska zemlja, še posebej primorska, je v zgodovini izzvala veliko pohlepnih želja, a nasilje je le še utrdilo enotnost in pripadnost slovenskemu narodu in slovenskemu jeziku. Zato je ena izmed pomembnejših nalog Primorcev ta, da nas, sorojake, od Alp do Panonske nižine, opozarjate na pomen narodne enotnosti. V prelomnih zgodovinskih trenutkih ste bili vselej zmožni in sposobni biti različni in stopiti skupaj in se hrabro upreti krivicam in nasilju. Za voljo klenih primorskih narodnjakov imamo danes svojo samostojno državo Slovenijo. Rojstvo samostojne Slovenije so spremljali zelo dramatični dogodki. Primorska je ponovno vztrepetala in se pripravila na boj. Svoboda našega naroda je bila ogrožena in poti nazaj ni bilo več. Okovi so dokončno popokali, osamosvojitev pa ni bila nenadno dejanje. Šlo je za sklenitev procesa, ki se je začel veliko prej, se je dotrajana Jugoslovanska federacija dolgo razpadala, dokler ni postala žrtev trdega unitarizma. Bolj ko se je bližal napovedovani konec in dan osamosvojitve, bolj je naraščala napetost in grožnja JLA, da bo silo zatrla vsakršen poskus odcepitve. 25. junija 1991 je takratna skupščina izglasovala ustavno listino o samostojnosti in že naslednjega dne so oborožene enote z oklepniki krenile k mejnim prehodom. Zavzele so strateške položaje v državi. Po 10-dnevnih spopadih je mlada država uspešno obranila samostojnost. A resnično svobodni smo Slovenci bili šele takrat, ko je našo primorsko zemljo zapustila zadnja sovražnikova noga. Danes, po 27 letih in po krvavih balkanskih vojnah, velja še enkrat poudariti, da smo se pogumno, srčno in srečno izvili iz primeža balkanskega vrtinca, ki je pustil za seboj nepopisne tragedije. V spomin na čas odločnosti, poguma in delovanja na samostojno Slovenijo med leti 1990 in 1991, mi danes stojimo tukaj, ponosni na naš boj za večni slovenski obstoj. Spoštovani, Slovenija se je pred 27 leti odločila za mir, svobodo in pravičnost. Vse to so neprecenljive vrednote, ki so nas povezovale in ki nas bodo povezovale tudi v prihodnosti. Spominsko obeležje nas veže v zgodovinskem spominu, a nas hkrati tudi opominja, da si je vsako svobodo potrebno izboriti in da v zgodovini ni prav nič podarjenega. Čestitke območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo, veteran Nova Gorica in 700-glavemu članstvu za njegova prizadevanja pri krepitvi domoljubne zavesti in ohranjanju zgodovinskega spomina. Čestitke krajanom Grgarja za pokončno narodotvorno držo včeraj, danes in za jutri. Čestitke mestni občini Nova Gorica
ki zavzeto podpira državotvorne projekte. In čestitke prav vsem vam, ki ste kakorkoli prispevali k postavitvi spomenika naši veličastni osamosvojitvi. Naj plapolajo slovenske zastave na svobodni primorski zemlji. In preden zapustim ta govorniški oder, spoštovani, vam želim položiti na srce samo še nekaj misli. Slovenci smo vedno bili in smo in bomo raznolik narod. Kolikor Slovencev, toliko ideologij, toliko svojih lastnih misli. Ampak vedno in zmeraj, kadar je bilo treba, smo znali vse razlike med seboj spregledati in pozabiti in stopiti skupaj. Mir je v teh krajih redek gost. Pride, ostane nekaj desetletij in vedno znova smo pod uniformo. In vedno znova se preliva kri. In vedno znova doživljamo tragedije. Ampak od 1991. leta naprej, drage Slovenke in Slovenci, se ne borimo več za drugega cesarja. Se ne borimo več za tujo domovino. Če bo treba, se bomo borili za svojo, za samostojno Slovenijo. Kamorkoli vas bo že neslo življenje in kamorkoli bojo zašle noge vaših naslednikov, vaših hčera in sinov, naj ponesejo v svet spoznanje, da Slovenci nismo majhen narod. Smo maloštevilni, nikakor pa ne majhni. Kadar med nas stopi tuji vojaški škorenj, znamo zrasti, postati veliki in strašni. Z vami se ne bojim prihodnosti, z vami upam v mir, ampak če bo treba, bomo zopet segli po puškah in pokazali, kdo smo in zakaj imamo pravico tu stati in obstati. Hvala. Bravo. Ni, no! No, gej! Navesto, morto! Navesto, prosto! Po tem, ko sem tam nekje oktobra 1991 slekel uniformo teritorialne obrambe in čez kakšno leto ali pa dve prejel srebrno Maistrovo medaljo, je to prvo priznanje, ki sem ga še prejel za udeležbo v bojih v slovenski osamosvojitveni vojni. In zato sem zelo hvaležen. Našlo bo moje mesto na mizi predsednika Državnega sveta in me bo spominjalo na ta dan. Hvala lepa vsem skupaj.